pozdrav vsem. Moje ime je Marko Peterlin, iz Inštituta za politiko prostora. Prihajam in zelo nas veseli, da smo danes pravzaprav bili na nek način spodbujeni, da ta dogodek sploh pripravimo. Namreč spodbujeni smo bili pa z vašim interesom, no? Na neko široko vabljenje sploh nismo šli, ker se nam je zdelo pomembno, da se danes pravzaprav res pogovarjamo tisti, ki imamo nek interes po tem, da se te aktivnosti pešbus in biciklah manjčkaj uveljavijo in razširijo. In gre za prvo izobraževanje tega tipa za pionirsko na nek način, tako da, tako kot ste vi, tisti, ki ste se tukaj prijavili, taki, ki ste pravzaprav neke vrste pioniri, tudi to izobraževanje danes seveda je neke vrste testno, ne? Tako da z tega vidika bomo seveda veseli kakšnih odzivov proti koncu, kako se vam je zdelo. Zdaj, za začetek mogoče malo zadja o tem, kaj pešbus in biciklak sta, oziroma kako smo do tega prišli. To so pravzaprav bili pilotni projekti, ki so se izvajali v okviru programa Zdrava šola, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje v lanskem in letošnjem letu. Poleg tega pilotnega projekta Pešbus in biciklak sta še dva druga pilotna projekta potekala. Eden je bil razvoj kolesarskih spretnosti na obali, je potekalo to v organizaciji Zavoda Ecocomunitatis iz Kopra in v tem okviru so bil tudi pripravljen zgrajen poligon za spretnostno vožnjo oziroma za učenje kolesarskih spretnosti. In drug, ta veliko manjši pilotni projekt je bil tudi prevoz oziroma dostava hrane do šol s tovornimi kolesi, ki je bil bolj ozaveščevalne narave v smislu, da pravzaprav se pač ni samo zdrava hrana, ampak je tudi način prevoza hrane do šole pomemben del tega veliko celovitega razmišljanja o zdravju v povezavi s šolo. Zdaj, glavni pravzaprav ta pilotni projekt je bil pa tale pešbus in biciklak. Zdaj, ja, če po tej predstavitvi, no, da je Urbano pozarja se, da se nismo predstavili vsi skupaj, jaz mislim, da bi bilo seveda zelo dobro, da se bomo to naredili po tej uvodni predstavitvi tega projekta. Ampak mogoče samo ponovimo, no, kaj je, se gotovo vsi že ste nekaj morali o tem slišati, sicer se verjetno ne bi prijavili na to izobraževanje. Gre za to, da skratka se spodbuja peš hoja v šolo in vožnja s kolesom, skratka aktivni transport, kot se temu reče, ki v prvi vrsti seveda prispeva k zdravju, ampak seveda ima pa še drugih stranskih učinkov, od prometa do samostojnosti šolarjev in tako naprej. In čisto ena taka, bi rekel, hitra predstavitev, ki ne vem, če ste jo že uspeli videti, ampak s tem smo nekako začeli. Nekaj nazaj sem pomislil, ne vem, ali se tudi tak odrazi. Se ne počne nekaj, da se smo kregali nekaj. Vedno nas peli otroke v šolo. Zakaj vedno jaz? In potem moram spet po njih. Bla, 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 bla. In kaj se zgodi? Sedim v avtu, tako kot tega ne ciljujem. Ampak včasih imajo odrasli tudi dobre ideje. Nekega večera so se moji starši dopisali pešbusa. Avtobus, s katerim greš peš in po poti popelješ svoje sošolce. Vsak dan na sošolo poslužimo drugo mami ali drug oče. Vsak dan drug starš od hiše do hiše. Zdaj poznam že veliko mami nočkov. Drugi starši imajo več časa zase, mi pa se lahko na poti v šoli igramo. To je veliko bolj zabavno kot ždeti v avtu. Dobro je za okolje in zdravo za nas. Zdaj vem, ko bom velik, bi rad imel tako dobre ideje kot moji starši.
se ukvarja s koordiniranjem in promocijo tega pedibusa, kot oni temu rečejo. V Švici pravzaprav, ne samo v Švici, ampak v Švici je mogoče najbolj uveljavljeno ta način v šolo. In tale video se mi zdaj kot nalaž, da smo ga pravzaprav samo prevedli in priredili, da se nakratko razloži, za kaj gre. Poznamo pa seveda to tudi v drugih državah, v Italiji je na en malo drugačen način, ampak precej razširjeno, v Veliki Britaniji, v Avstriji, so pač v vsaki državi so neke specifike, kar je seveda logično glede na različne šolske sisteme in regulativo, ki nekako to ureja. Skratka, zakaj gre, kaj je jedro vsega? Gre za organizirano spremstvo otrok v šolo, po stalni poti in z rednim urnikom. Skratka, kot avtobus, kot nek javni prevoz, vendar bodi si peš, bodi si s kolesom. Zdaj, razlogi so seveda bolj ali manj znani. Vsem veliko težave je v bistvu z zdravjem otrok. Po eni strani je Slovenija še kar pri vrhu med evropskimi državami po prekomerni teži otrok. Otroci premalo časa preživijo zunaj in seveda ravno ta pot v šolo lahko ne samo, da pač tistih 15 minut vsako smer prebijejo zunaj, recimo 15 minut do pol ure, ampak jih seveda to tudi navaja na neko prvič samostojnost, po drugič pa tudi gibanje kot normalen način premikanja, pač samostojna pot kot normalen način premikanja po mestu, k čemu seveda ima to en kup enih posrednih učinkov tudi prek seveda vpliva na starše in tako naprej. Skratka, ta preživljanje časa zunaj in pa samostojnost sta tudi ena od takih dobrih posledic, o katerih nekako veliko literatura govori. Današnje stanje pri nas je včasih precej kritično v okolici šol. Tole je pravzaprav situacija pred osnovno šolo Majda Vrhovnik v Ljubljani, kjer smo ta projekt, enega od pilotnih projektov izvajali. To sem prej pozabil povedati, bili so izvedeni 3 pilotni projekti. Prvi je bil v Novi Gorici, ena od izvajalk je pravzaprav tudi danes z nami, kar nas veseli, in pa 2 sta bila v ljubljanskih osnovnih šolah, v osnovni šoli Majda Vrhovnik v centru in na osnovni šoli Koseze v Šiški. In seveda stanje je tudi glede prometa v okolici šol v času, ko se šole začenja danes precej kritično, tako z vidika pač gostote prometa, kot z vidika prometne varnosti, ravno zaradi tega, ker ogromno staršev pripelje otroke z avtom v šolo. Zato za šolo, tudi na podlagi izkušenj, ki smo jih, pa bi rekel, odzivov, ki smo jih dobili od šol, imajo taki projekti, oziroma izvedba tega lahko kar precej enih pozitivnih učinkov, pač ob tem, da računamo, da bo neki dolgoročni učinki na zdravje, so neki neposredni učinki tudi to, da so otroci pridejo bolj zbrani, kar so pač že malo fizično aktivni zjutraj, da imajo red pri vstajanju, ker pač praviloma je bilo ta zelo zaželjeno, zlasti pri veliko mlajših, jih je zelo motiviralo to, da so lahko se pridružili pešbusju oziroma bici vlaku. In posledično seveda pa se potem tudi navadijo na samostojnost oziroma na samostojen prihod v šolo. Posredni učinki so pa seveda te v smislu prometne obremenjenosti okolice šol in v končni fazi, ker se lahko otroci in starši in stari starši in prostovoljci med hojo malo tudi kaj pogovorijo, seveda tudi neka družbena povezanost, ki nikakor ni zanemarljiva. Za občine je pa seveda lahko ena od posledic tudi to, da s takim načinom tudi kakšen šolski avtobus lahko odpade, kar je v končni fazi lahko tudi manjši strošek. Mogoče še zdaj, kako je pa to izgledalo pri nas, prej smo videli pač ta švicarski primer, zdaj pa tukaj samo pač bici vlak, ki smo ga pa z drugih verov priredili.
Toliko jaz mislim, da je to za začetek vse in dovolj. Zdaj pa res mogoče naredimo, da ne bomo čakali na delavnični del, da se kar predstavimo, pa nas zanima pač, odkot prihajate, da vste pa naredimo en tak krog, preden začnemo z podrobnejšimi predstavitvami. Skratka, jaz sem se že predstavil, mogoče še moji kolegi na drugi desni. Sem Peter Klinčič, tudi zaposlen na Inštitutu za politiko prostora, istočasno pa kot dvoživka tudi član Ljubljanske komisarske mreže, ki smo izvajali spremstvo pridobici vlakov. Tudi na še kasneje predstavitev OKP-ja. Jaz sem Urban Riha, tudi iz Inštituta in sem malo pomagal tudi pri izvedbi. In še na desni. Jaz sem pa Tadej Žalcar z Ministrstva za infrastrukturo, službo za trajnostno mobilnost. Predtem sem bil pa tudi na IPOP-u in sem tudi sodeloval na tem projektu. Največ v bistvu je do maja, pravzaprav bil Tadej, ki je ta projekt vodil. Zdaj pa še, kje začnemo? Jaz sem Nataša Kopin iz Mestne občine Novo mesto, lokalna koordinatorka za razvoj mobilnosti. Milika Zupančič Tisovec, prihajam iz območne enote Novo mesto, iz DSZ-ja sicer nacionalni promotor zdravja. Andreja Ušta, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, mi aktivno sodelujemo v projektu NOJU in v ostalih projektih občine, predvsem pa sicer drugega področja socialnega varstva. Jaz sem Mateja Zarati, z Mestne občine Nova Gorica. Drugače pa sodelujem tudi v društvu Gekolina, preko katerega smo v Novi Gorici izvali prevoz. Jaz sem Vanda Peskec, že 15 let tako koordinatorica projekta oziroma akcije Evropske delovne mobilnosti v Novi Gorici in tudi v zadnjih letih, kar se izvaja tudi pri nas, delamo dosti na teh mobilnostnih načrtih in tudi par projektov smo razpeljali z tega področja. Jaz sem Tamara Smolek, ki sem pa kar iz osnovne šole. Danila Kumar, ki sem Bežigrad. Mi smo tako že znotraj pri zdravi šoli, tako da sem tak projekt zdaj zanimiv. Jaz sem Tatjana Mala, tudi se živite od drugega prostora, a jaz sem se zdaj v kasnejši fazi vključila v projekt. Aleksander Šparnik, z osnovne šole Litija prihajam, vidimo možnost tudi pač v naši šoli za projekt izvedbe. Jaz sem Andreja Smrtnik, iz osnovne šole Miška Kranca. Mislim, sem kar videli iz Miška Kranca. Ja, jaz tudi Romana Kukala, učiteljica, skrbim za prometno vzgojo, zelo veliko, mogoče 10 let, ali pa še več. To mi je bilo všeč, predstavljeno mi je bilo na posvetu Metorju, v mestni hiši, naši sosedje posedle. Zdaj, jaz še nisem z nikomer govorila, nam je pa všeč ravno zato, ker se pri nas na obrobju mesta, v glavno se mi zdi, da se preveč vozijo z avtobusi in da nazaj pa celo šliš hoditi. In se mi zdi to super, tako da bi rada videla iz prve roke. Jaz sem pa Marija Sevan, z osnovne šole Otočec in osnovna škola se zanima in po eni strani varno pod šolo s temi načrti in ravno tako imamo veliko šolsko to zelo veliko količino učencev na razredni stopni in želimo, da nekako poskrbimo za njihovo bolj varno pot. Nas veseli predvsem to, da je rekel ta želeli smo si imeti predstavnike občin in šol, ker se nam zdi ta izkušnja z različnih strani verjetno malo različna in seveda tudi potencialnih partnerjev pri izvedbi, tako bi rekel. Tako da jaz mislim, da bo ta delavnični del pa že prej seveda karkoli imate kako vprašanje, kar na planu divno, ne se zadrževati. Tako da gremo naprej. Zdaj pa bi šli radi po korakih, kako smo se mi pač tega lotili. Zdaj ni rečeno, da gre vedno na enak način, ampak to je naša izkušnja, ki jaz verjamem, da je lahko za kogarkoli pač koristna. In na
koncu bomo tudi pač predstavili neka orodja, ki smo jih pri tem uporabljali in ki so vam na voljo, ki bodo pač v prihodnjem, ki bodo se tega lotili na voljo. Zdaj bom pa sprosil kolege, da se... Jaz sem še prvo predstavitev. Ja, ok, ja, mislim. Tako da prvi korak, ki se ga nekako je treba lotiti, je seveda dogovor z šolo. Šolo, ki bo se tega lotila. Zdaj v našem primeru smo bili pobudnik mi, ki smo pač ta pilotni projekt izvajali, ampak pobudnik je lahko pravzaprav kdorkoli. Lahko je kdo od staršev, lahko je neko društvo, ki se želi tega lotiti, lahko je pa tudi občina. In nam se zdi seveda ključno vzpostaviti, v bistvu za začetek, je bila glavna stvar pravzaprav povezati se z tistimi šolami, ki jih to zanima, ki so pripravljene se k temu priključiti in ki seveda bi na koncu so tiste, ki je ključni partnerji pri izvedbi. Skratka, v tej prvi fazi so veliko trije glavni cilji vzpostaviti neko to sodelovanje s konkretno šolo, v kateri bi se ta aktivnost izvajala, se dogovoriti o načinu izvedbe, ker je seveda vsakeč so neke podrobnosti in seveda v končni fazi zbrati prijave učencev, ker je to v vsakem primeru prostovoljna veliko aktivnost. Izzivi pri tem so seveda, prvi izziv je to, da je zelo pomaga, da se čim prej začnejo vsi tisti, ki sodelujejo skupaj dobivati na sestankih in skupaj seveda se reševati probleme, ki nastajajo, hkrati je pa to težko, zaradi tega, ker še ne veš, kdo bo sodeloval v bistvu na začetku, ne veš, kdo bojo prostovoljci, ki bojo se pri tem lahko vključevali. Tako da je te komunikacije mogoče en kanček več, kot bi bilo nujno potrebno, ampak vseeno je zelo pomembno, da se začnejo zgodaj. Zelo pomembna stvar je seveda pridobiti zaupanje staršev, ki se bojo to svojo otroke vključili v končni fazi in seveda ključna stvar zbrati dovolj prijav učencev, ker za 3 ali recimo 5 učencev to je težko izvajati, oziroma nima to pravo smisla. Zdaj, skratka, ta prva faza, ki je bila zelo pomembna, so bili te pogovori z zainteresirano šolo. Pri nas smo pač najprej poklicali na tiste šole, ki smo nekako malo že vedeli o nekaj o njih, ki je vsaj kakšen od partnerjev že kdaj, ki sodeloval z njimi, tako bi bil en tak varen način, kako smo se tega lahko lotili. In se pač prosili za sestanek z vodstvom šole, z ravnateljem in ravnateljico. In ključen partner je bil praviloma nek učitelj, ki je odgovoren za prometno vzgojo na šoli. To že od začetka mislim, da so v vseh sestankih z ravnatelji bili praviloma že tudi te učitelji zraven. Tako da ta sestanek, uvodni sestanek, predstavitveni, je pobudnika v tem primeru pač nas in šole je bil ključen za en tak uspešen začetek. In zdaj, če je vodstvo šole nekako podprlo projekt, potem seveda smo šli naprej. Potem je bil naslednji korak, mislim, da je bil pač ta predstavitev na svetu staršev, kjer je bilo možno. Ja, ker pač se timing ne ujame vedno, ker se nam je malo občasno, ni bilo dovolj časa. Zato in pa seveda potem te sestanki s koordinatorji na strani šole. In to sta bila v glavnem na 2 sestanka, in enkrat smo se dobili tudi pri Majbel Komisi, se tudi za staršev dobil, s predstavnikom staršev, ni bilo tega prilike. Ampak seveda želja je bila in šola bi bila zelo zadovoljna, če bi lahko veliko svet staršev to predhodno podporilo. In ne vem, v koaliciji ste se na svetu staršev ste kaj predstavljali, takrat ne, tudi ni bilo. Ne, v bistvu je pač svet staršev na svojih nekaj sestankov na leto in je treba tiste ujeti, če hočemo biti zraven. Zdaj, v končni fazi smo se pa potem pač na teh sestankih zmenili, kako se bi tega lotili. In ta prva faza potem najpomembnejša je v bistvu zbiranje prijav. Za zbiranje prijav smo pripravili pač en formular, ki ga mogoče ga boš kar malo probral. Ja. Na katerem pravzaprav smo
neke osnovne informacije ponudili in imeli hkrati tudi že neke vrste pravni pouk, ker seveda ta vprašanja so bila od vsega začetka tako strani šole, kot seveda vseh vpletenih pomembna. Tako da smo ravnali se potem v švicarskem zgledu, tudi njihovo izjavo na nek način priredili, prevedli in priredili in dali potem seveda tudi našim pravnikom pregledati. To, ki rekel, je bil zelo pomemben vidik tukaj. No? Tako da, ampak to je zdaj pripravljeno in jaz mislim, da če je na 3 primerih delovalo, da bi morali tudi na drugih šolah pravzaprav enako funkcionirati. Skratka, tukaj so bile podane neke osnovne informacije in seveda poleg tega, da jih je potem seveda učitelj, ki je imel to čest, še predal tistim učiteljem, ki so po razredih te prve triade, kjer so se prijave zbirali. Ne. Prijave so se zbirale za pešbus v prvih 3 razredih, ne samo, v prvih 3. Ne. Za biciklak pa še v 4. V bistvu na 3. pa 4. Ali je šlo širše? Je šlo različno. Različno, od šole do šole je različno. Ker smo imeli v bistvu prijave od 1. do 4. razreda tudi na biciklaku. Skratka, to je tudi očitno odločitev šole Malda in je tudi prihodnega. Zdaj, za čas zbiranja prijav je bil 14 dni načeloma, s tem, da smo potem enega smo še podaljšali pri Kosezah, kar je pol, skratka, med 14 dni 3 tedna je bila naša praksa, da je bilo dovolj časa za zbiranje prijav. Ker so bili prazni, pa smo morali večkaj rezerve si vzeti. Skratka, tole so neki, bi rekel, neke take lessons learned, kot se reče, neki nauki. Pomembno je, skratka, da se čim prej nekako lahko vsi začnejo. Pri nas je bila težava na Marju Vrhovnik, da prostovoljcev nismo dovolj zgodaj vedeli, kdo so, tisti, ki so potem spremljanje izvaje, in bi bilo dosti bolj, da bi lahko njih že prej vključili v te pogovor, pa jih nismo. To je bil naš izziv, ki smo ga nekako ugradili, bi rekel, v te nauke. No. In seveda ključna je ta trdna podpora vodstva šole. No. Če tega ni, je skoraj, po mojem, težko speti. Vodstvo šole, ravnateljica je tisti, ki mora to podpirati. No. To se vsaj veliko v nas se izkazalo za pomembno. To zdaj mogoče, jaz bi predlagal, da mogoče so kakšna vprašanja kar po sklopih, če imate kakšna konkretna vprašanja, pa imamo pa še na konc nadeljeno veliko to seanso vprašanja. Kako ste pravili z varnostjo poti v šolo, varna pot v šolo, kako ste to pravili? Ja, mogoče tisti, ki ste načrtovali poti, govorite. Ja, se o tem bo še malo naprej v nadaljevanju, ampak seveda to je zelo pomembno vprašanje tudi od začetka, tudi za vse udeležene, tudi od ravnatelja dalje. In običajno smo s tem ravnali tako, da ravnatelji so vedeli, da je problem to, da morajo, če otroci ne hodijo peš ali pa s kolesom, in da je vsako povečanje števila pešcev in kolesarjev zmanjšuje število avtomobilov v okolici, v neposredni okolici šole, in iz tega se varnost v neposredni okolici šole malo poveča. Sicer pa smo tukaj vse poti načrtovali tako, da so poti čim bolj kratke, ampak po tistih poteh, ki zagotavljajo možnost, da se pot opravi varno. Se pravi, da je upoštevali smo tudi te šolske poti. Varno za načrt. Ja, sveta pot v šolo, kako se že temu reče. Kjer je bilo mogoče, kjer pa ni bilo možno, ker pač ni bilo, ker je bilo poti treba prilagoditi temu, kjer so učenci, kjer so bili prijavljeni učenci. Še bi kaj mogoče kolesarje. Tudi, kar se kolesarske poti tiče, se razpeljane bodi po manj prometnih cestah, bodi si po kolesarskih stezah, bodi si
v območjih umirjenega prometa, tako se pravi cone 50. Se pravi, tudi če smo kakšne širše ceste, ki bi sicer nanijelo tako večji promet, pa pač ni bil Pa se že naprej predstavljam trenutek, v katerih so otroci šolo, vedno eni ste To bo v naslednji fazi potem, vsi so dobili obvestila in naprej je bilo znano, sami naznačen so le poti, tako da to bomo videli. Ja, tako. Mogoče eno stvar treba povedati, da v tem pilotnem projektu smo se mogoče mečkano rajšali delo tudi s samim izborom šol. Se pravi, nismo šli na tiste šole, kjer smo vedeli, da je zadeva izrazito kritična, da so poti nevarne in tako naprej, ampak smo želeli najprej stvar preizkusiti tam, kjer se to da narediti. Tako da vse 3 šole, kjer so hodili, poti so bile absolutno varne. Mogoče, če bi žal nimamo te statistike, da bi rekli, recimo v Ljubljani je nekih 50 osnovnih šol, koliko otrok hodi peš, koliko se jih vozi. Pač ne obstaja ta statistika, ampak verjamemo, da v teh šolah, kjer smo mi bili, da je že tako mogoče to stanje malo boljše kot kje druge. Mislim, v Kosezah v Ljubljani pač je bil ena od teh poti, je šla po tistem naselju, ki je tako in tako načeloma zaprto za promet, čeprav dejansko ni tam kar nekaj avto, ampak pač je bila po definiciji varna pot, pa tudi pač označena varna pot. Pri Majdi Vrhovnik smo imeli 2 poti, 3 poti, ampak ena je bila pač 2 za peš, bomo šli naprej, ampak od katerih je bila ena popolnoma neproblematična, druga pa je imela 2 prečkani ceste, ki smo pa potem skozi izvedbo ugotovili, da so pač z njimi problemi in smo potem tudi dali pobudo, to sem hotel reči, ena od dodanih vrednosti teh akcij je tudi to, da se pravzaprav uredijo takšne poti, da se ugotovi, kje so neke točke, ki jih je možno in potrebno razmeroma preprosto izboljšati in se da pač pobudo na občino, da se to popravi. Tako da to je ena taka stranski učink, da se skozi tako aktivnost seveda tudi pomaga še pri urejanju varnih poti, ki so tako in tako veliko neka stalna naloga občine, ampak pač nima vseh potrebnih informacij vedno, kako to speljati. V tem pilotnem projektu ste dejansko vi kot koordinator, organizatorji, sodelovali s šolo, ste vi dejansko priključeni v pripravljanje varnih poti. Zdaj, ko bo ta projekt zažel, naj bi to šole same, ali vi se vključili kot To je zdaj, mislim, naša idealistična vizija je, da bi seveda to šole same lahko počele. Mi si seveda to lahko prvoščimo samo, če bomo imeli nek plačan čas za to. In zdaj v tej fazi, v druge polovice tega leta, tega sigurno ne bomo imeli. Tako da v tej fazi bi se pač morali nekaj dogovarjati, ampak to, jaz mislim, mi bi zelo želeli, da se pravzaprav to znanje v čim večji meri prenese na šole ali pač potencijalne izvajalce in da se to pač pelje to, kar se da pač samostojno. Ampak gremo zdaj naprej, se mi zdi, da so to že vprašanja za kasnejše faze. Zdaj pa bi jaz res prosil kolega. No, da smo tukaj pri fazi priprava proge. Ta tema je že sprožila prvo vprašanja in tukaj bom te pojasnil, kako se od ideje, da bi se na šoli nekaj naredilo, pride do proge, kjer se ve, kje se hodi ali pa vozi s kolesom. Cilji te faze so, da so seveda proge logično trasirane, da so kratke, da so kratke za tiste, ki hodijo, da so predvsem razmeroma naravnost, da so zanimive in pa da so varne. Pri njih je pomembno, pri teh poteh je pomembno, da imajo ustrezno število potnikov, ne preveč, ne premalo, za enega potnika se proge običajno ne dela, tudi v pilotnih projektih jih še nismo izvedli, in pa da so postajališča, kjer se biciklak ali bus ustavlja, da so prepoznavna in lahko dostopna,
da jih vsi poznajo in da se tam lahko ustavijo. Zdaj, začetek proga se vsako leto spremeni, glede na to, iz kjer so učenci. Proge se ne dela tam, kjer ni učencev, se tudi avtobus ne vozi tam, kjer jih ni. Tako da začetek zbiranja, trasiranja se začne z, kot je že Marko prej povedal, z anketo, z zbiranjem prijav. In to je na šoli in starši in skupaj z učenci izpolnijo to anketo, kdo je zainteresiran, dobimo mi te prijave nazaj. Kjer je naslov? Ja, seveda, kjer je tam naslov in tudi označeno, ali bi šli za pešbus ali pa na biciklak. Njihova preferenca. Včasih imajo tudi rečejo, ja, ali eno ali pa drugo, rajši eno ali pa drugo, ampak vendar ne. So različne možnosti, ali pa pravijo tudi, da bi šli načeloma s kolesom, če bo pa dež, pa peš. Tako da iz anket dobimo seveda veliko naslovov, imen, telefonskih številk od staršev in to je tukaj na levi strani. Se pravi, da vidimo tukaj razred, oddelek, ulico, hišno številko, kraj. Skratka, vse podatke, ki jih potrebujemo, skupaj z imenom učenca in pa s kontaktom staršev, elektronski naslov in telefon. In proga se naredi tako, da to uvozimo v eno prosto dostopno orodje Google Maps, se pravi Google zemljevidi, in to geolociramo. Se pravi, to je tukaj pa zdaj na desni strani, označimo vse kandidate za pešbus, pa vse kandidate za biciklak na eno karto, tako da vidimo, kje so posamezni doma. Recimo tukaj z modro so označeni tisti, ki bi radi šli peš, z rumeno pa tisti, ki bi radi šli s kolesom. In to je vhodni podatek, s katerim lahko potem vemo, kje so ti kandidati. Seveda vedno so potem tudi nekaj izjeme. Recimo tukaj pri osnovni šoli Majde Vrhov, kjer je tukaj približno šolski okoliš, so še eni učenci, ki pa so iz drugega šolskega okoliša in sicer precej daleč, tukaj iz Užin ali pa celo iz Polja. In oni so se, ja, so vozači seveda, in so označili, da bi radi šli peš. Zdaj, seveda, proge iz tukaj se ne izvede, zato vsak tako izjemo smo preverili po telefonu, kako si oni to predstavljajo. Očitno starši delajo nekaj v centru, da hodijo v tem šolo. Zato bolj preverimo, kako se vidi to smiselno. Ni problema, lahko bi prišli oni do ene postaje in potem tam peš nadaljevali in takih primerov smo imeli kar nekaj. Ampak vseeno je to neka stvar, da seveda izstopila iz polja se ne dela pešbus. No, potem pa iz teh podatkov, ko imamo navedene, odhod so kakšni kandidati, potem poskušamo, in tukaj ni druge metode kot z poskušanjem, z iteracijo, poskušamo čim več kandidatov zajeti z eno, s čim krajšo, čim bolj direktno potjo. Včasih se to ne da, včasih vidimo, da je potrebno več prog za eno območje, ampak vendarle, da je pot čim bolj logična. Tak cik-cak poti smo, ne da smo poskušali, ampak včasih je bilo potrebno zaradi nekih gradbišč in podobnih težav, ampak potem se vidi, da če niso življenjske poti, potem to ne uporabljajo. Recimo tik pred osnovno šolo Majde Vrhovnik smo imeli na tak narejen, se nam je zdelo mogoče logičen, pa malo odvarjanje na leto, vsi so avtomatično šli naravnost, tam, kjer so običajno navajeni. Skratka, tako je poteka trasiranje, da spet z orodjem Google zemljevidi poskušamo narediti eno ali drugo logično traso in potem pa gremo v nadaljne poti, da vsako postajo pogledamo, kje je, kje bi se lahko ustavili, mogoče kje premaknemo na neko logično pozicijo in seveda označimo vsako postajo, ko imenujemo, recimo, kjer je bila rezidenca brazilskega ambasadorja ali ambasadorke, tam je bila postaja Brazilija, potem
glede na dolžino do šole, recimo od šole do prve postaje je 1350 metrov, glede na neko povprečno nizko hitrost, smo ocenili, da je to 30 minut hoje. To je prva ocena, se pravi, da je treba, da potem iz tega določimo čas odhoda. In seveda smo dali še fotografije, tako da se točno ve, da starši točno vejo, kje to je. Nalepke so, ne, sem jo videla. Se še tam speš, sem videla nalepko. Take letadle so v resnici, take, ki smo jih tam napostavili. Nekaj vezno, zgode, ja. Ja. Ja, nekaj kazga, mogoče. Potem še testiramo čas, recimo s kolesom, peš je treba malo preveriti, da je to, da bi se to dalo napiti, še posebej doziram, da je to včasih velika skupina, pa je seveda pot nekoliko počasnejša. Testiranje je pomembno bilo, ker smo da se je izkazala, recimo 5 minut je migrde na taki dolgi poti bilo razlike, tako da smo tudi še popravljali eno progo, ko smo po prvem dnevu, smo tudi videli, da so v bistvu eni hitrej hodili, kot pa smo mislili, da bodo, naprimer. Tako da ta testni del je pomemben za pravilno načrtovanje. Je pa seveda vedno je neka napaka, pa vedno je to odvisno tudi od spremljevalcev. Včasih na isti progi je to zelo odvisno. Tudi to je to, ja. Eni so dosti hitrejši kot drugi, ja. Smiselne čase je treba imeti na postaji, ker sicer ne bodo prišli, ker sicer jim bo predolgo, recimo, pa ne bojo čakali. To je res malo tega poskusi popravljanja bilo potrebno, ta prvi dan, drugi dan. Potem smo še vse zemljevide pripravili, kako so bili pripravljeni za tisk ali za pošiljanje po elektronski pošti. Gre samo za to, da je pregledno, pa da se vidi, kje in kako. Včasih smo tudi še čas navedeni za posamezno postajo. In potem naslednja faza je bila označevanje postajališč. To je bilo s temi tablicami, ki smo jih natiskali na plastično masno Forex. To je format A3, posebej razgled tisk ni tako zelo drag. Smo jih še zdruknali in z vezicami plastičnimi obesili na prometne znake ali pa na električne drogove ali pa na kakšne ograje. Včasih je to treba vprašati tudi za kakšno dovoljenje. Recimo se spomnimo na Svizu, na sindikatu vzgoje in izobraževanja. Tam so rekli, seveda niso vedeli, kaj to je, ampak so rekli, če je to za otroke, je to naša dejavnost. So še sami dodali. So še sami dodali, tako da je bilo kar 5 tablet. In to je odporno na UV-žarke, odporno na vodo in vse je zelo vnesno. Potem pa s flomastrom smo pa še napisali točno čas odhoda in ne postavili. Skratka, nauk tega trasiranja je, da boljša se izkaže tista trasa, ki je ravna in kratka za delamo mikro. Še posebej pri pešbusu je to zelo opazno, da kakšnih daljših poti učenci enostavno ne tolerirajo, vejo, da je če gre nekaj okrog, da tam nočejo iti. Potem nobena trasa ni popolna. Pripraviti se je treba na kakšne problematične odseke, varnostno problematične in jih vnaprej priškovati. Vedno vsako jutro je gneča, ponavadi še posebej na prometnih cestah. In to je treba seveda sprejeti in se na to odzvati. Čisto idealne ceste, ki bi bila brez kakršnekoli nevarnosti, taka jo mi še nismo videli, gotovo kje obstaja. In pa pri bici vlaku dolžina trase ni tak problem. Vsi otroci so se izkazali, da se zelo radi vozijo s kolesom in najdaljša pot učenca, doslej v tele pilotni projekt, je bila 4 km, se pravi 2,5 km tega rednega bici vlaka, on je pa še do prve postaje še 1,5 km rabo od doma. Skratka, ampak se nobene ni pritoževal, so se zelo radi vozili s kolesi in to ni bil kakšen velik problem. Sem vprašam, kako je s tem spremstvom? Koles lahko je da spremlja? Ker vem, jaz sem kolesarske spiti, imamo 5 več, ne? Ja. O spremstvu bo mogoče malo kasneje, ampak sigurno tukaj ste te številki razmerja 1:2 in 1:5 za
starše, ki so se mogoče se pravi, poprečju je tako, da za otrok, ki je 6 let ali starejši, recimo kolesarskega izpita, en odrasel spremljevalec lahko spremlja maksimalno 2 taka otroka. Je pa pač, obstaja pa še ta zakonska možnost, kot sami veste, spremljevalec kolesarskih izpitov, če imate pač izobraževanje narejeno, pa lahko spremljate tudi 5. Se pravi, tudi ko imate verjetno po šolskih izletih, vsaj v Ljubljani, ki sem pravila, da če so prišli šolski kolesarski izleti, se tudi ja, se tudi na težet naredi, kar ni problem. In bom tudi kasneje še prebrala tudi ravno tega razmerja. Ja. Zdaj, ko imamo traso narejeno, ko je trasa označena, je treba izvedbo še pripraviti. To pomeni, zdaj bo v tej fazi bomo povedali od proge do prvega pešbusa ali bicikla, kako poteka. Se pravi, to so udeleženci v pripravi. To pomeni, ko je šola rekla ja, ko so trase označene in starši so prijavili svoje otroke. Še vendar je treba nekaj narediti. Kdo so udeleženci? Starši seveda, šola, učenci sami bojo šli, prostovoljci in pa organizatorji. To so v glavnem vloge pri izvedbi. Cilji te priprave na izvedbo je, da vsi udeleženci vedo, kaj pričakovati, vsi, da so obveščeni o njihovih obveznostih, kaj morajo te prispevati in pa da izvedba poteka seveda brez zapletov. To so cilji te priprave. In glavni izziv pa je edini. Se pravi, pridobiti dosti staršev ali prostovoljcev za spremljanje. To je najbolj pomembno. In kako se tega lotiti? Se pravi, vsi starši so dobili tole obvestilo, kako to izgleda, opis, no? Veliko praksi še nismo imeli, tako da s fotografijami še nismo mogli zelo opremiti tole besedilo, pa vendarle so dobili malo vpogleda, da to ni nekaj novega, da to v tujini je že uveljavljena praksa in podobno. Potem pa prijava na prijavnici, kjer so prijavili otroka, so tudi lahko označili, ali bi sami prispevali, ali bi sami lahko spremljali, kdaj bi lahko spremljali, ali dopoldne, ali popoldne, na kateri dan. Tako da smo dobili malo vpogleda o to, kateri starši bi lahko spremljali pešbus. Oziroma, jaz bi apelirali star starši. Tudi? Se mi zdi, da bo to zelo lažje. Glede na to, da imamo delovnik tako različen. Ja. So pa ne. Ljudje sprašujejo, kazali, da so sami starši počasi, tudi sami niso vedeli točno, kaj je to, kako bo to zgleda, so tudi sami prišli marsikaj, ja, do istega, da pa ja, sem mogoče bi lahko res manjče bili. Sami moj več. Ker se pač čas mnogega projekte, 2 tedna, so se vsi nekaj manjši napravali. Za našo prakso je bilo zanimivo, da smo dobili precej več prijav staršev za spremljanje bicikla kot pešbusa. Ker je pač v Ljubljani verjetno, ker zlasti v centru, pri Mali Vrhovnik je bilo to, no primer pa vzprav v Kozezah že ni bilo tako. Kozezah že ni bilo več. Tle pač starši sami se grejo s kolesom potem naprej, ne, in jim je bilo pravzaprav še kar logično pospremiti otroke na šole, ne, in pri zapešjem je bilo pa očitno spoti in v starih starših pa najbrž tega nismo dovolj poudarjali v prijavi, ali kakorkoli, skratka, nihče ni skoraj prijavil starih staršev za spremljanje. Mislim, da tudi vse te šole so okolja, kjer ni toliko veliko starih staršev, ki bi živeli skupaj. Ja, v Ljubljani tega ni. V Ljubljani imam pogosto mogoče tam podotik, da je to še... Medtem pa tukaj v centru Majda Vrhovnik, pa tudi v Novi Gorici, kjer je pač veliko teh blokovskih otrok, tam ni starih staršev zdrav. Ali pa saj je to blizu, da bi bilo to praktično. Ja. Pa kasneje še delovni čas, verjetno ne tam. Mogoče. Tam da imamo notovan, da bi imamo katač. Mogoče. Je kasnejši, ja. Tako da kakšnega vzorca, ki bi bil veljavno za vse, nismo našli. In vsaka šola je specifična, tudi vsaka občina. In na
na vsakem okolju je treba te prostovoljce ali starše ali stare starše posebej poiskati. Tukaj v Novi Gorici in v Ljubljani v eni šoli so bili zelo dobri partnerji iz šole zdravja. To so upokojenci, ki se vsak dan srečajo v telovadju. Ja, mislim, da so svoje. Oni odhajajo ravno s tem časom in je to skupaj. Ja. Čeprav se je izkazalo, da seveda jim je bilo to tako malo zazraven, ne, in oni so rekli, ok, 14 dni v redu. Več pa ne. Zato, ker jim je seveda naporno. Ja, seveda. Pa imate tudi za pešbus, koga pa tam ne imate? 7. To je pač naš nekako. To je pač neke zakonske omejitve, da ne bi smel, mislim, za šole ja, ampak... Šole imamo 15. Ja, ampak hočem reči, pri kolesu je omejitev na strani prometnega predpisa, ki ne dopušča, da bi tudi jaz, ne vem, spremljal svoje otroke, če pač več kot 2 naenkrat. Jaz sem kolesarske, pa še to prilagovane spredne zadnje, se upam. Ja, to je pač odvisno od okolja. Kaj pa naprimer, če so stari starši, imate to veliko skupino otrok, pokaj starša, ki ima lahko bolj sposoben skupino voditi? Čisto v vsaki skupini smo imeli vsaj 2 spremljevalca. Tako da pač smo si pa zaradi tega želeli dovolj velike skupine, da pravzaprav je lažje, da ima večji smisel. Ok, 3 že pospremiš en sam, ne? 7... Ne vidiš. Ja, ne vidiš, ne. Tako je, nekdo, vežali smo, vedno je, ja. Za peš. Prav, tudi pri pešbusu je prav, da sta 2. Ja, kar tudi pomeni, da je fajn, tudi zaradi otrok je fajn, da je dovolj otrok skupaj, da ne greš po 2, ker jim potem malo dolgo čas da. No, v Sezah je bil primer sicer, da je sama spremljala po tisti progi, ki je bila res po peš območju. Tako da smo imeli tudi tak primer, da smo imeli sam jaz spremljala. Ampak tam je bilo res... Ja. Mi imamo v mestu veliko priseljencev in so mame doma. In smo že zdaj videli, da jih je 4-5 pele. Pa ne svoje pele. Se že same med sami smo že... Samo njih v pešbus. Prosim? Tak samo organiziran pešbus. Ja, samo, ja. Se v bistvu tudi pomeni ogromno ene koordinacije, ne, da si ne moš prvošati enega dneva pa nobenega ni, ne. Kdo je te stvari koordiniral? Mi, v tem primeru. A v tem primeru ste vi? V tem primeru mi. Sicer je pa šola... O tem bomo pa se pogovarjali, ja. Pa kdo odgovornost je vzame? Mene so prvo to vprašanje, kdo odgovornost je vzame? Vsak je sam odgovoren za začetek. Pač, ne, starši, otroci, spremljevalci, ja, pač, glede odgovornosti so stvari, načeloma je to prostovoljno in vsak se sam vključi v to. Ne, ni, da bi, to ni nič obveznega in vsak neko deljeno odgovornost sprejema. Tudi v tej izjavi so te stvari sebi je žal, ker nimamo zdaj, da smo ugotovili nobenega primera, ja, da se vidi pač, kako se to, kaj s čim se strinjajo, no, ko vstopajo. Ampak načeloma, kdo je kriv, ja, mislim, ne, tako... Tistke spremljajo. Vsak ima neko odgovornost, tudi spremljevalc nosi en del odgovornosti, ampak načeloma so tudi pač za otroci so pač svoj del odgovornosti sprejema, oziroma starši, ko jih v to vključijo. V teh izjavah smo v bistvu glede tega povzeli to dikcijo iz švicarskega, enakega tega neformularja. Pač izjave, Švicari imajo tudi odpravljeno in tudi v vseh jezikih, celo v srbo-hrvaščini, na njihovi spletni strani, taka izjava, ki jo starš podpiše, pa druga izjava, ki jo spremljevalc podpiše in tako naprej. In predvsem v tej izjavi za starše noter eksplicitno napisano, da tako na zelo razumljiv način, da s tem, ko otrok gre v pešbus, da je še vedno za otrokovo vedenje starš odgovoren. Ne more biti tisti, ki ga je prevzel za vedenje tega otroka, se pravi za vedenje otroka. Če otrok neumnosti počne, je starš še vedno odgovoren in tacega otroka se potem tudi izključi iz pešbusa, pač naslednjič
če je kaj narobe. In v tem švicarskem izjavi je tako lepo nekako bilo formulirano, da ta odgovornost je podobna, kot če ti otroka pripelješ vrstniku na rojstni dan doma, še vedno, če bo tam nekaj naredil neumnost, si ti za svojega otroka odgovoren. In dikcijo smo kar malo povzeli potem tudi v teh izjavah, ki se nam je zdela zelo taka nazorna. Isto za šolski jasno, da se more Mislim, pač pravo, vseh stvari ne more rešiti. No? In mi smo se z našo pravnico posvetvali in je rekla pač, pri teh stvarih vendarle neka zdrava pamet tudi v pravu v končni fazi deluje in ne moreš, mislim, ne moreš. Sej, če bo pa starš prišel z odvetnikom, ga pa ne vključiš v Facebook. Mislim pač, vse se pa tudi ne da, no, tako rešvati z odvetniki. Tako da mislim, da tukaj treba pač čim večjo mero zdrave pameti nekako pristopati. Tako da tik pred izvedbo seveda starše obvestimo tudi o vseh, kdaj so odhodi iz tiste postaje, tako da so seznanjeni s tem, kdaj se pričakuje, kdaj mora biti na kakšni postaji. In seveda ta izjava je pa že prej posredovana. Potem kontakt s šolo je seveda ostalen, tukaj ni nič posebnega. Šola mora biti seveda obveščena in tudi razredniki, še posebej v prvem in drugem razredu, so seveda obveščeni, da bo tam potekal pešbus, tako da so na to opozorjeni, na to malo pozorni. Sicer pa proces ni nič kaj drugačen od sicer na šoli. Skontaktirali smo v resnici v glavnem z pač tistim koordinatorjem na strani šole, pravilno bo to tista učiteljica, ki je bila zadolžena za domen. V obeh primerih v Ljubljani, kako je bilo v Gorici, ste imeli tudi, kdo je bil na šoli zadolžen za to? No, v bistvu tako, komunicirali smo z pomočnico ravnatelja. Aha. No, pač odvisno od šole. Šola je določila svojega koordinatorja. Šola je pač manjša in se kar direktno. Potem prostovoljce smo iskali tudi preko objav na Facebooku in smo dobili tudi nekaj odzivov v zvezi s tem. Seveda ni bilo dovolj, tako da smo seveda to pokrivali tudi z našimi zmogljivostmi, pač mi smo to delali. 10-11 dni ste imeli. Ste zbirali 2 tedna. 11 pri 12 pri 11 dni. Ja, mes pač od ponedeljka do petka, no. Ja, 2 delovna tedna. 2 tedna. Vsi trije pilotni projekti so bili po 2 tedna. Pač želeli bi si seveda, da bi lahko dlje časa to izvajali, ampak je bilo v bistvu, nismo imeli kadrovskih sposobnosti za kaj takega. Pa tudi želeli se nam je, da v 40 dneh se že nekaj naučimo, no. En mesec recimo bi bilo pa še boljše, mogoče bi se pa še kaj več naučili, no. Ker pač to je bilo, cilj je bil to, da imamo to učno dobro. Ja, potem seveda za vsak dan smo imeli mi urnik, kdo bo spremljal, kdo bo takrat dosegljiv, ker ni bila to, nismo mogli zagotoviti, da bi vsak dan bil čisto isti. Če so vse zamenjali, je bil tako, da je bil eden izmed pare isti in se drugi zamenjali, tako da se je malo tradicija nadaljevala, ne, z nekom dan. In to seveda smo mogli biti na vezi, če so kakšne izjeme, kdo manjka od učencev, o tem bo mogoče pri izvedbi malo več povedal kasneje Peter. Seveda, mogli smo imeti tudi sezname potnikov. Ta seznam potnikov je bil dinamičen. Se pravi, da smo imeli začetne prijavljene, potem pa vsak dan se je še kdo priključil, ker so videli, da je to zanimivo, da je to fajn, da zakaj pa ne. Pa da je to brezplačno, da je fajn. Tako da smo vsak dan še koga dopisali, tisti, ki so se kasneje priključevali, seveda niso mogli imeti iste podpore, ker nismo imeli še nekaj staršev in podobno, malo smo se trudili, ampak ni šlo čisto, da bi jih vključili z vsemi stvarmi noter. In pa za vsakega smo potem seveda vodili evidenco, koliko kot je bil prisoten. Vsakeč je nekaj drugače, ker ima kakšne obveznosti ali zbolov ali pa... Ampak to so vas obveščali ali ste pa samo šli naprej? Oboje. Načeloma je bilo
bilo, če ga ni ob tisti se gre naprej. Zdaj, če pač to je zdaj odgovornost starša pa več otroka. S tem, da je treba biti prvički viden, ker prvo leto smejo sami, ne v šolo Se to je, ampak v končni fazi je bilo tako, da pač seveda smo prosili, da nas obvestijo, če je karkoli, no. In tudi so nas obveščali, javno so nas, ampak se je pa tudi zgodilo, da smo pa šli naprej, pa je potem pretekel za nami, ne, kaj je pač zamudil, ne, naprimer, ne, pa tako, ampak načeloma pa pač, ja, če ga v določeni uri ni, se gre naprej. Ja. Potem vsi spremljevalci seveda so podpisali oziroma so dali tudi izjavo o spremljevalcev, da bojo seveda da bojo upoštevali pravila, da bojo šli ob uri in tako naprej. Sej, to lahko vas kasneje malo pokažemo. Ni nič zelo posebno, ampak vem, da je vsak je imel neko izjavo, da smo vsi vedeli, kaj se pričakuje od njega ali njega. Potem pa učenci tudi učenci so dobili izjavo, da bojo mogli skrbeti to, da bomo peš pusali bicikl, da bojo šli. Dobro. Nauk seveda je samo eden tukaj spet. Dobra priprava pomeni, da bo izvedba lažja. Tukaj včasih se nam je zdelo, bi lahko z malo več improvizacije tudi funkcioniralo, ampak potem bi bilo sprotnih klicov in sprotnih dogovarjanj malo več. Tukaj smo se, ker je bil to pilotni projekt, smo se trudili, da bi bilo te koordinacije toliko, da so starši gotovi, da bo nekaj narejeno. Mi smo pa šli seveda v razvoj nekaj aplikacije, da bi jim zatiskalo otroke pri tem v križišču, otroke zdaj pri vhodu, otroke v razredu. So bili pa tudi dnevi, ko jih je bilo pa samih otrok, je bilo tudi okoli 12, kot je pa še na to, koliko spremljevalcev. Vratno smo se mi držali tega razmerja, kot je še 2:1. Zdaj tudi lahko vidite, kako pač po postajah, sicer tukaj je bolj hoče prikazati število otrok, koliko so potrebne spremljevalcev. Približno tako se lahko predstavljate, kako rase, recimo lahko kolona. Ja, je tako. Pa večno. Ja, šli smo v progi, pa na podlogu. Tista prog, ki ste jo prej videli, pravi prog, to je ta. Tu smo se vse čas vozili, bodi si skozi peš cono, bodi si po kolesarskih stezah, ali pa skozi cone 30, ali pa skozi urejene. Ja, urejene kolesarske poti, tako da tu smo imeli presrečo, recimo s to progo. Tudi dejansko je bilo prisotno vedno veliko kolesarjev, tako da je bil tudi en tak socializacijski moment, da smo še potem. Ja, kot rečeno, na Facebooku zdaj vsaj tako so šta kolegica Maretka je rekla, da enih 7 do 8 strok je še lahko sama spremljala, pa že rekla, da reče raj ne, zdaj najbolj v Novovici. No, mi smo imeli vedno pač te dve skupini, ki sta bile manjši, tam 6 do 7 otrok in smo imeli vedno tudi pa spremljali. Ja, mislim, da je bilo. Zdaj, kar je res pomembno
ko bi rekel, potem recimo piše 1940, ne, pa je odhod od 1940, to je spet taka raztegljiva minuta, zdaj greš tako, ja, počakaj, da bi tik 41, ne. Zdaj, to se pač spremljalci pač mora samo odločiti na situaciji. Zdaj, ena mama je, ki se nas spremljala, je potem dala predlog, da pač, ko skupina odide, da tik pred rodine, da bi nek simbol pač uporabili smo, ki smo že šli naprej, ne nas zdaj tam čakati, pa prite za nami, ne malo to ne vem, to je bil predlog, lahko se to samo komplicira, ali pa, ja, se mi zdaj fajn, da sama ne vem, če pride. Skratka, je pa pomeni tudi, da se ne gre pa prezgodaj. Ena prostovoljka je enkrat, se potem smo opomnili, ne, pa res je bila malo taka gajstva seznana, ne. Znana upokojenka. Tako je še prej šla in sa medtem, tista družinica, ne, pač počas prihajala, so je veliko še videli, da so se še ujeli. To tudi ni fajn, ker je zelo pomembno namreč tudi zaupanje starša, ne, da posustijo to svega. Bojim se zgledati, da je kaj smo prej grejo, ne? Tako vlak delal, da si zamudil. Če rečemo temu, da smo zvali neko storitev ali kakorkoli, to so bile recimo storitve za dopoldanski termin. Je na osnovni šoli Koseze, pa so za vici vlak, sicer bolj z namenom, da bi dobili dovolj prijavljanja, ker se ni dovolj javilo. Je pa gospa koordinator na šoli pa organizirala še popoldanski termin. Spremljanja nazaj, iz šole nazaj. To je tako, organizacijsko malo bolj zahtevno, da se, je pa organizacijsko malo bolj zahtevno. Pa tudi se težje spremljevalce malo bolj za take ure. Mogoče mi bi priporočali raje, pač samo popoldanski. No, tako je, da težko je za otroke, ker se jim urniki različno končajo, kar pomeni, da je potem treba popolne več terminov imeti, kar je nemogoče v bistvu skoraj organizirati, ali pa da otroci čakajo več kot običajno, kar spet ni novina. Je pa to problem predvsem pri biciklarku, če so to otroci, ki sami ne morajo kolesati, starši pa ne hodijo s kolesom, recimo v službo, kar pomeni, da bi po njih prišli k večjem z avtomobilom in je to potem žal otrok ne more iti na biciklar, zaradi tega, ker popoldne potem ne bo noben z njim šel domov. To je bilo v Kosezah, ne? Tako, to je Kosezah. Ampak se predvsem res smo imeli srečo tako z glasnicami, kot tudi z učiteljicami, so potem oni, da so prevzeli popoldanski del. Pa tudi je tudi to izvedljivo, je pa bolj tako. Bistveno več dela za spremljevalce, ko je šlo nekaj časa. Če moraš prijeti s službe. Oziroma je daljša naprema nekaj večina staršev. Do 4 dni, vsaj pa 4. Ja, tukaj je bilo po 3, tu pa tam koga zdaj tiskat, nekaj je pomenil, da je Peter pol 3 šel v službo, to 4 pa šel nazaj, približno nekak. Ja, ker je seveda to pomeni, da bo šlo dom. Pa 2 uri še vse zapred. Ja, se že ne gre pa da bi celo leto. Kaj pa naprimer, če bi boče z rolerji, ti smeri? To se šteje za peč. So bili skiroji, kar nekaj so bili skiroji. Smo, bila je želja za skiroje predvsem in smo večkrat bili skeptični, kako bo to šlo s pešbusom, ampak so potem v Rožni dolini odstvorili, se pa potem izkazali, da je tem otrokom bilo prepočas. Če so eni peš hodili, nekdo pa skiroj ne bi bilo dolg čas to počas hoditi, tako da za otroke potem bi bilo. Zdaj, če bi bila pa cela skupina na skirojih, je pa drugače. Včasno pa skiroj na mož, da nas pa vredno ne smeš izbiti vlakom. Ne, to pa ne. Skiroj nas pomeni cesto. Mislim, to je stvar konkretnih dogovorov izvedbe. Jaz mislim, da če bi bila res skupina taka, ki bi bili pa tudi spremljevalci, seveda morajo biti na skirojih in
Če pa bolj veliko povprašanja se pa lahko tudi tako naredi. Še nekaj malo varnosti. Skratka, to smo hvalili, ko smo imeli res zelo velike skupine. Še to lahko rečem, da smo imeli starostno zelo mešane skupine. Predvsem tukaj v centru formalnega ekonomik. In to se potem tudi poznalo pri hitrosti, ki smo jo prilagajali, najbolj čistnejše. Imeli smo tudi 6 letnike na biciklah. In smo temu hitrost, to je seveda starejše malo ljudi. Spravilo že malo živce, tako da, če se kaj podobno zavem, tudi predlagamo mogoče razdelitev skupine na določeni postaji, da grejo da starejši hitrej, če pa kot čas. Ali pa pač predlagati sicer? Ali pa tudi sicer že v osnovi mogoče, da se napiže. Na starejši mlajši. Postaja neka idealna starost za, recimo, pešbus pa idealna za bicikla. Čeprav, ne vem, se mogoče Peter ti še pa povem, jaz sem imel občutek tukaj, da starost v resnici tudi pri teh 6-letnikih ni bilo, da so bili premehni za biciklar. Bili so pa to, te, ki so bili 6-letni na biciklarku, v glavno otroci, ki tudi s svojimi starši vsakodnevno kolesarjajo. In za nič biciklak ni bil sprememba iz avtomobila na kolo, ampak iz kolesa na bolj zanimivo kolo, na nek način, za te najmlajše. In jih je bilo res veliko. Tako, to smo res imeli, verjetno so jih učitelji tako malo tako zbrali, tako da smo res imeli očitno tudi srečo, tudi že samimi razredi, da so bili bolj večji otroci, plus še starši so očitno jih že prej uvajali. No, kaj sem še to pač vezna priporočljivo oprema za take velike skupine, da smo malo se prvi pa zadnji celne jopiče, pa ko recimo se vodi skozi zelo prometne križišče, res fajn, da eden od spremljalcev gre ustaviti na križišče promet, pa cel skupina malo. Zdaj za velika motivacija tudi te žigi, zdaj ste malo razdelili vozonce, ki so prišli okoli. Otroci pa zbirajo žige. Na koncu tedna bo za nagrado dobijo še nalepko. Zdaj, imeli smo tudi dodatek še podelek tovorno prikolico, ker smo imeli težke torbe, ki smo nekaj zelo fajn zdeli. Istočasno pa ne se ustrašati slabega vremena, več nikoli ni probirali. Mi smo na vseh, na obeh šolah, s biciklakom smo imeli, vedno smo imeli, bilo je sicer veliko odpovedi, seveda zaradi napovednega dežja, ampak vedno so pa 4 prišli. Tako na obeh šolah. Tako da tudi priporočam, da sami spremljalci ne odpovejo svoje prisotnosti. Tudi če vedno se lahko presenetijo, pa podejo potem vzeti vse poslaši. Vedno se verjetno tudi drži, hodi se in tako drži tudi z dežnikom pač in to je treba pač povedati, da je to nekaj normalnega. In tudi pri biciklarku so bili pač opremljeni tiste kolesarji. Ja, so balerinami in športni vse so imeli. Kaj pa prezid, hvala, to je isto. Mi nismo prezid izvajali. Nismo izvajali, ampak če so kolesarske spolužene, če ni poledice. Kolesa zna biti mali izziv, jaz mislim, ampak odvisno od stanja infrastrukture. Zdaj, če kolesarske steze so, pa niso spolužene, to je najslabše. Se res ne da. Ampak v vseh ostalih primerih, ko je pa infrastruktura v redu, se to pač da pozim normalno kolesar. Ker mrz ni največja ovira pri kolesarjenju je samo poledica. Dež tako ne, mrz tudi ne. Za mrz se odlečeš, to je to. Ovira je samo poledica. Je pa ponekod to pač resna ovira v naših mestih. Je pa treba mogoče tudi tukaj malo prepisati. Jaz mislim, da verjetno to ne bo prva stvar, prvi pilotni projekt, ali pa ne vem, ki ga boste izvajali po zimu snegu, si predstavljam. Najbrž pač boste šli nekako lažjo varianto. Mislim, jaz bi predlagal, da poskušamo tako, da se ne delamo izzivov tudi. Ampak načeloma pa je tako, kot so kolegi. Za peš pa pač to ni nobena uvira. To je to. Zdaj pač sam še
na koncu izvajanja pač priporočljiva tudi nek feedback z staršami, s prostovoljci, ker smo srečali z spremljevalci, ki smo dobili en feedback nazaj, plus potem še sami izvajalci smo se predstavili še tudi izmenjali, kaj bi bilo boljše, kaj to je mogoče tudi fajn, ker pač vsako okolje ima neke svoje lastnosti, tudi pač predstavljamo. Če bi trajal projekt več časa, je to verjetno dobro narediti recimo po prvem mesecu že, ker je nek odziv dobiti fino pravočasno. 4 mobilnosti, ne? Ja. Mogoče sem še hitro pol starosti, se pravi, fajn je mogoče za peš busa, da bi bilo to za najmlajše, se pravi, 6-letnike, drugi razred idealno, tudi mogoče da bilo čez celo leto, za starejše, to ni smiselno. Za bici vlak pa je mogoče celo leto čist fajn, ker smo prej spremstvo, če bi bilo možno. Tisti še zelo nespita. Tisti, ki še Zakaj ne starejši, ker so starejši otroci, ker seveda še samostojno hodijo. Poanta je, da jih navadno na samostojno hojo. To je nekak, mislim, situacija, ko, ne vem, 8. razrede pelejo od staršev v šolo, se mi zdi, vsaj za Ljubljano, precej absurdno, ker v resnici je to vse stransko škodljivo. Tako da pač ideja je, da v tretjem, če vsekakor hoče tega razreda naprej, najkasneje res že pač sami hodijo v šolo. Je pa treba se pač prilagajati situacijo od šole do šole, od okoliša do okoliša. Zelo različne znajo tudi po različnih mestih. Sigurno je malo mesto drugače. To je to. Zdaj imamo še eno prezentacijo pogostih vprašanj, ki smo jih pa deloma že načeli, sproti, tako da mislim, da gremo lahko kar malo hitrej skozi. Eno je drž, to je nič dežuje in se vseeno izvede. Tudi pri kolesarjih ni težav. Kadar je bil napovedan dež, so mnogi starši šli namenoma kupiti balerine in potem so tudi pripravljeni od takrat naprej. Tako da to ni bil noben velik izziv. Potem postajališča so označena. Postajališča so označena takole, včasih se postajališča sovpadajo za pešbus in bici vlak, večinoma so to pač samo za enega. In tukaj sta tale dva učenca počakata na javni prenos. Motivacijo se zagotavlja tudi, kot je že prej Peter rekel, tudi z štampilkami, ki se dajo ali na postajah, ali pa potem pri osnovni šoli. Pri bici vlaku seveda na postajah je malo težji, ker so kolesa. Štampilke so pred potrditev prisotnosti, to pač... Na začetni vstopi. Ko vstopi ali pa na koncu, kot rečeno, pri bici vlaku je na koncu bilo dosti lažje, ker sproti malo. Potem prometno varnost, seveda zaželeno je, da je zraven nekdo, ki ima vsaj malo izobraževanja za tem, ampak prometna varnost, pa, kot je že prej Peter rekel, odsevniki, varnost na križiščih, otroke ste obvezne čelade, pač standardni greh v te opreme za uporabo. Potem zakon o voznikih predpisuje to razmerje med spremljevalci in učenci in sta tukaj dve številki, kot smo že prej rekli, ena največ 2 otroka pri izobraževanju za izpit ali pa v organiziranem šolskem prometu pa največ 5 otrok hkrati na enega spremljevalca, je pa še enkrat res fajn, da je en spredi pa en zadnji. Mislim, da bomo še na kakšno vprašanje sprotno leteti. Še mogoče kakšno? Mislim, da naš atalant element izdati to, recimo, kar ste pripravili v eni obliki priročnika z obrazci in vse te. Morali samo v digitalni obliki, se ni potrebno, da so bilo fizično. To bo recimo kavajo vrci za prometno šole, prometna tarča ali pa beli zajček, v tem smislu, no.
Mislim, ta orodja pa izjave, pa prijavnice, pa to imamo v bistvu to mislimo kot nek paket na Dropboxu narediti. To je pač, to se sname in si šola potem sama natisne. Seveda lahko tudi mi natisnemo, sam pa bomo morali nekaj računati, zato ker pač mislim, podobno s tablami, no, table se pač, tukaj je mogoče še največji strošek bil, resnici s tiskom tabel, pa še to je šlo v nekaj 10 evrov vse skrb. No. Ne, sem mislila prav v obliki nekega priročnika, da se vidi, kako to zgleda. Na spletu smo mislili to narediti, no. Mislili smo eno zdaj, že pripravili pravzaprav v septembru eno zloženko, z, bi rekel, takimi čisto osnovnimi informacijami, tale, ki je tam nagledamo na začetku projekta in pravzaprav je bila osnovna informacija o tem, zakaj sploh gre. Zdaj smo mislili pa pripraviti nekaj podobnega za sam že z nekimi, bi rekel, temi praktičnimi informacijami. Mogoče bi tudi jaz dodal v svoji novi vlogi pač na ministrstvu. Tiste priročnike je ministrstvo izdalo takrat in obstaja možnost, da bojo te priročniki prenovljeni in da bojo ponovno natisnjeni zdaj z novo finančno perspektivo, ker tukaj je nek denar, ki je pač na trajnostni mobilnosti tudi za to namenjen in če bo prišlo do nove izdaje teh priročnikov, bojo pač updatani, tako da jaz mislim, da bomo poskusili takrat te vsebine tudi vključiti. To je tudi za nas lažje, kot koordinatorje, da šola ne moramo več. Mislim, v končni fazi mi smo se za spletno stran zdaj v tej fazi opremiti tako, da bo čim lažje uporabna, da se bo te stvari pač dale sneti neposredno spletne strani, kot na Švicarji narejeni, ampak pač mečkrat bo še to trajalo, ker zdaj smo mi pravzaprav se izčrpali pri času, ki smo ga za to porabili. Seveda želimo še kandidirati tudi v drugem letu, ampak to bomo videli šele pač enkrat spomladi drugo leto, če bomo uspeli nadgraditi pa to akcijo še s temi veliko dodatki. Ampak kakorkoli v tej fazi bomo pa že dali na voljo ta gradiva kot nek paket na Dropboxu, ki ga bomo pač link poslali tistim, ki ga bo zanimali, da si bo sam posnel in seveda bomo na voljo tudi za vse veliko pojasnila glede uporabe. Ja. Ok. Čekaj, še. Kaj pa težko šolske toga? Kaj se rešpati? Samo enkrat smo se s tem posebej spopadali. Ja, pač v Blici vlaku je prav to. Pač v podelkih so imeli težje torbe in smo takrat zorganizirali prav tovorni vlak. Prikolice. Smo pač res naložili vse tiste torbe tja gor in so se pač pelali. Zdaj sami zapižemo smo v velikih pa ja. Tiste skupaj skrčimo včasih samo. Ampak to bo vsak dan sicer. To s tem vlečnimi torbami sicer zdaj beremo, da to moram reči tudi iz lastnih izkušenj, ni, v smislu naših otrok, ni dobra rešitev, jaz mislim, da je boljš, da nosijo na težko pošteno nositi. Ja, težava so stopnice, razvadijo se, skozi imajo vse not, in to je pa 10-kilska torba, kar nekaj, tako, ni, razvadijo se v tem smislu. Vse lahko puščajo v šolo, prvo četrta. Lahko bi, to je lahko točno bi, ja. To je že šola, morajo odličiti. Tako da nismo nič posebej se s tem ukvarjali, razno enkrat. Zopet ni treba nekaj videti, ne? Zdaj vse. Da boste vi maja spet, oziroma se maja prijaviti na razpis? Ja, Ministrstvo za zdravje, v katerega smo to na te 2 leti razpisano in lani smo se prvič na to prijavili in zdaj pač drugo leto bomo spet poskusili kandidirati, bomo videli, če pač upamo, da bomo uspešni in v tem primeru bomo nekako poskušali to nadgraditi, ko se pač najbolj smiselno izkazalo, tudi glede na vaše veliko potrebe, bomo se malo odzivali. Če bi izbrali največ časovno, bi bilo potem počunate? Ja, ne vemo, spomladi je bilo takrat, spomladi je bil razpis, šele po let smo začeli resnici ga izvajati, tako da ne vem, če za to šolsko leto sploh to pride v poštev. Kako pa potem izberate partnerje,
Ja, takrat zdaj smo jih zbirali pravzaprav po partnerji pri izvajanju, so bili druge nevladne organizacije. Šole je pa pač partner, ki je izvajal pilotni projekt, nekak sam zbral, glede na, tako kot sem na začetku rekel, glede na predhodno izkušnjo sodelovanja, ki smo jo že imeli. In to je bilo to, no. Skakaj šprozno, mi zdaj šole sami uredimo, pa se imamo s temi idejami. Ja, mislim, naša ideja je, naša želja in, bi rekel, v idealnih razmerah se šola in občina lahko tukaj nekako ujameta. Zdaj, če je tukaj kakšna možnost pomoči občine, šoli ali pa kaj tazga, se nam zdi tudi možno, ne, da bi do kakšnega tazga sodelovanja prišlo, ampak to boste sami se nekako, bi rekel, boljš vedeli, kako je s tem. Študiramo, kako bi se človek prostovoljcem zahvalil. Ne to, da imamo šole, da bi nekaj najdeli za prostovoljcem. Ja, to sem jaz hvala tudi. To mogoče, če bi se svetno za preventivo povezali. Se sem tudi jasno. Mislim, mi smo prej, kaj je Urban govoril o motivaciji, sem prav za prostovoljce, ne za to. Motivacija je tudi za prostovoljce, nekako pomembna. Sprejem točno, kakšno prostovoljcev, sprejem prostovoljcev. Mi imamo programe prostovoljcev, ki se vključujejo v programe, ki ga jih izvajamo, socialno-varstvene. In mi ogromno prostovoljcev pridobimo na ta način, ker zdaj, ne vem, večina je brezposelnih in potem so prejemniki denarne socialne pomoči in tiska je prostovoljc, dobi dodatek vsak mesec 80 evrov. To je ena spodbuda, ki ni slaba. Treba v kontakt s to svetni socialno delo, ko lahko informirajo ti brezposelni, ko so prejemniki. Poleg tega ima pa center za socialno delo še eno drugo zadevo, ki se reče izvajanje družbeno-koristnega dela. Imate že? Ja, ena opcija. Ena opcija je tudi to, da se poveže s centri za socialno delo, ko te ljudi potlej in ponudijo možnosti, oni izberejo med različnimi organizacijami, različnimi projekti in potlej lahko te ure, ki jih dobijo in te ure kar nekaj. Mislim, pri nas izvajajo 40 do 300 ur, mislim, tega je kar veliko. In tle se lahko zavežejo, potlej se morajo zavezati, če to opravijo. Zato so promenili kazni. Sej, ampak nam se zdaj tudi... Pa se jih viko svojno, ne? Točno to. Tretje, pač mi smo videli eno možnost tudi prek javnih del, no? Tukaj bi pa občine seveda morale verjetno na nek način nasprot priti za tisti del, ki ga zavod ne pokrije, da je lahko tudi neka taka, to je pravzaprav za eno leto. Javno delajo 8 ur, ne? Ja, to je samo en del pri izvajanju javnih del, ne da je to vse, ampak ena od zadolžitev. Ja, tle vprašanje, ne, tega pomimo zadeva, ko se javljaš za javno delo, treba v katero izgledati, je označen, za katero značno delo vzela. Tle bi govorili, da težko, razen če bi taki je v šoli na javnem delu lahko še en del, pač se mu da za naloge, da bi pač kar nekje komerce. Ne vem, občina poskrbila, verjetno težko zaradi tega, ker je temu smisel nalog zelo jasno. Mislim, seveda na dolgi rok bi seveda tudi se zavodom se verjetno dali tukaj privod skupaj in da pač oni to vključijo med opise, ne nazadnje je to samo v katalogu. Kaj je mogoče na šoli, da se pač da med dodatni nevede, ni veliko da ne. Da tle pa pa še problem, pri javnih delih mora trajati celo leto, šola pa je 2 meseca zaprta, tako da mogoče se ne zame naloge, če šola že itak ima javnega delavca. Prometne kazni. To je bilo fajn. To sem se še spomnil v primeru, če bi slučajno res, recimo osnovna šola posebej se že dolgo časa prizadevala, da bi v njihovih kvalizacijskih izpitih tudi policija sodelovala, pa jih kar nekako ne dobi. Zdaj, ne vem, pač policija ima ful,
zdaj poleti se delajo celoletni načrt, skratka. Sama je to Z njimi smiselno. treba ful zgodaj stopiti v stik, če želite karkoli slučajno. Mi recimo nismo načino. Kot za spremljanje ni najboljš pomoč, da bi bili tukaj. Ne, Ne, mislim, ena od možnosti, ki smo jo pa tudi videli, pa konec koncev občina, ki bi si pa s tem prišparala pri šolskih prevozih, pa konec koncev del tistega prihranka, vendar lahko tudi nameni za najem, če bi bilo, pač za honorarno zaposlitev nekomu, če bi do tega, če bi bili, mislim, kar so prihranki lahko tako nekako veliki. Spremeniš. Ja, če bi res ne bilo mogoče dobiti prostovoljcev, no, končni. Sam to bi rekel, tako ena taka mogoče malo skranki. Ali pa pač pri nekih sponzorstev, če so kakšne podjetje, ki so pripravljeni na cikli. Mi smo tele možnosti videli, no, kot en tak hiter nabor nekih. Ker spremljevalci pravzaprav za dolgoročno je največji problem. Ne? Na začetku je mogoče ta organizacija pa priprava, pa dogovarjanje, pa je veliko dela s tem, ampak na dolgi rok je najtežje dobiti spremstvo. Ja, mogoče res, da se starši tako, ker v vsakem primeru mora lahko otroka do šole spraviti, ne? Mislim se, sploh tisti, ko so starši, ko imajo vključeno otroko v projekt, na primer, ne? Da si pač zorganizirajo enkrat ali pa. Mislim, ja, lahko bi tudi večkrat bilo te greku prisile, no, v tem smislu, da se jih večkrat sugerira neko rešitev, no, da si pač poišče. Problem je, koliko 28 staršev službo porasnih. Tisto lahko, ne? To je vezano, prav, polnoletna oseba, ne, torej, že starejša. Nekaj smo se tudi pogovarjali, če bi starejši otroci. Na 10 let se to dobiva, da prvič, ko pride unkaj na 10 let star sam. Ja, Tle ne kreci, da se tudi na odgovornost. bratih, sestra, da bi pa zdaj otroku dal odgovornost za to sosednega. Polnoletni. Se nam verjetno tudi starši, ne, Ja. Aha, jaz pa še idejo, ker imamo tudi srednješolce, ki morajo ure kolisnega dela prostovoljstva opraviti. Sam polnoletni srednješolci. Nekaj ne božno hodijo kraj gor. Tu vidiš prav koletnika. Moš prvi polnoletni. Vem, ampak Polonca so tretji, četrti. Dajmo, ja, jaz predlagam, da naredimo ta odmor za kavo, pa ga nas skrajšamo, ker smo malo, bi rekel, šli preko. Tako da bi rekel 15 minut, smo pa da se ob 11 začnemo naprej z tem delavniškim delom.